Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo spet govorili o imunskem sistemu. Nekje sem zasledila, da nujno potrebujemo za aktivacijo imunskega sistema fagocite, v glavnem fagociti so celice, ki požirajo vse, kar ne spada v naše telo. V glavnem, in zdaj, kaj aktivira te celice, ki požirajo, ki so tiste, ki aktivirajo naš imunski sistem. V glavnem, to je pomembno znanje zaradi tega, da veste, kako pomembna je pač zdrava prehrana. Ker moramo se zavedati, da celice imunskega sistema dejansko gradijo aminokisline. Aminokisline so pa kot zidaki, po domač povedano tako kot cegel, in v bistvu, da gradimo ta imunski sistem, pač potrebujemo 22 aminokislin. Pa določene aminokisline lahko dobimo pač tako, da jih telo samo proizvede, določene pa pač potrebujemo iz hrane. No in zato je tako pomembna zdrava hrana. In zdaj, če pogledamo, glejte, aminokisline, ki jih dobimo, tiste osnovne, jih dobimo v jajcih, mleko, jajčni beljak, proso, potem jajca spet, govedina in tako naprej. In pa so pa tiste, ki jih pa telo sam ne more proizvesti, ampak vseeno so pa nujno potrebne za naš imunski sistem. Glejte, kje dobite več informacij, to berem iz knjige Marije Mrljak, Zdravje je naša odločitev. Odlično, na koncu te razpredelnice so zakon, tisti, ki imate knjigo, in vem, da mnogi imate knjigo doma, pejte pogledati na koncu na strani 303. No in prav zanimiv je, da recimo rastni hormon, ki je hormon za obnovo tudi imunskega sistema, za obnovo našega telesa, za topiti maščobo, na trebuhu potrebujemo aminokislino, ki je asparagin oziroma asparaginska kislina. In to dobimo dejansko v čija semenih, to kislino. Tako, wow! Zdaj pa pomislite, tisti, ki nimate navade jesti smutije, ki nimate navade pripravljati zelene smutije, kje boste dobili drugače to kislino? Asparaginska kislina jo dobimo sicer tudi v šparglih, ampak špargle jemo zdaj čez zimo, premalo. No, tako da v glavnem je pametno, da pač uporabljate čim več raznolike hrane. Zdaj, zakaj sem se pa odločila, da bom danes posnela še tale video o imunskem sistemu. Jaz sem na vrtu še vedno por, v osnovi sem ga danes pobrala, tako da nisem si niti mislila, da imam take metrske. Zakaj je por boljša zelenjava kot pa recimo čebula, kot je recimo česen? Zakaj je prav por tisti, ki pomaga graditi imunski sistem? Prva zadeva, glejte, por posejemo oziroma posadimo pomladi in zdaj sem ga ven pobrala. Se pravi, pol leta je v zemlji. In ker je pol leta v zemlji, pomeni, da ima dovolj časa, da pobere ven iz zemlje dovolj silicija. Silicij je pa ključen mineral pri vezavi, ker če sem prej rekla, da so aminokisline gradniki, pa se bomo še vrnili nazaj na aminokisline, po drugi strani pa mi rabimo cement vmes, da to skupaj stoji. Dobro vemo, če bomo mi šli zidati hišo in da naložimo samo cegel, brez da damo malo to vmes, ne bo stal skupaj, to vsak ve. Dejstvo pa je, da ravno tako zgoraj kot spodaj, mi rabimo pač cement, tisto, kar drži skupaj celice, da se gradijo. No in prav tukaj, da pa silicij je eno vezno tkivo ali ena vezna zadeva, molekula, druga pa je C-vitamin, ki pa dela kolagen. No in pogosto slišim, ko rečejo ljudje, ja, pa sem razmišljala, pa bi kolagen kar tako pila. A veste, obstajajo tudi zelo dobre kolagenske kreme, saj vsi vemo. Pač daš kolagen na kožo in bolj kot ga uporabljaš, manj ga telo sam proizvaja. In sčasoma razvadiš svojo kožo do te mere, da dejansko ne moreš več živeti brez kolagenske kreme, ker jo razvadiš. Zato sem jaz za drug način, ravno tako in pri koži in pri telesu. Daj telesu vse sestavine, da potem sam izdela, zgradi, naredi, in tisto, kar ne potrebuje, pač izloči. Zato je tako pomembna pač ta zdrava prehrana
In zdaj spet vrnimo se na 22 aminokislin. Se pravi, aminokisline, ki jih naše telo potrebuje za imunski sistem, jaz sem si nekaj sprintala, poglejte, se pravi jajca, meso, ribe, mleko, sir in stročnice. To so osnovne beljakovine, ki se razgradijo na aminokisline. Zdaj pa pomislite, koliko ljudi ne je jajc, koliko ljudi ne je mesa, koliko ljudi ne je rib. Mleko je tako na zatožni klopi, sir sploh ne, in stročnice pa premalokrat. In to pomeni, da tudi če želiš, da bi imel močan imunski sistem, telo nima iz česa zgraditi. In tisti, ki ne jeste nič od tega, kar sem vam razložila zdajle, morate vedno se vprašati pri vsakem obroku, kje so tukaj beljakovine. In če ni beljakovin v obroku, iz česa mislite, da bo imunski sistem se gradil? Je v bistvu nemogoč. Včasih, ko delam svetovanja, ko mi ljudje prinesejo jedilnike, ker v bistvu najlažje na ta način pač svetujem nekomu, ki ne more shujšati, se mu podira zdravje, pač prines mi, kaj ješ, povej mi, kaj ješ, pa ti lahko povem, česa ti manjka. In ko ljudje prinesejo jedilnike, pride do tega ogljikov hidrat, se pravi cukor, kje so beljakovine, jih ni. No, zdaj pa naslednja stvar. Pri imunskem sistemu, če želimo, da se te beljakovine razgradijo, moramo razumeti, da beljakovine se razgradijo v želodcu. Zato je tako pomembno, da imamo zadostno količino želodčne kisline in tisti, ki jo nimajo, enostavno se te beljakovine ne morejo razgraditi na manjše delce. Zdaj, kako pospešite kislino v želodcu? Tako, da po vsakem obroku popijete en kozarc limonade, ker limona, C-vitamin spodbuja delovanje želodčne kisline. Zdaj pa tisti, ki imate pa refluks, ki se vam spahuje v želodčna kislina noter v požiralnik, pa pomeni, da v bistvu imate nekje neko okvaro, da bi bilo treba pač poskrbeti za to, da normalno funkcionira vaš prebavni trakt, ker tukaj se začne zdravje. In v osnovi telo sporoča, če imate refluks, da imate pomanjkanje dobrih bakterij v črevesju. No, zdaj pa pojdimo na dobre bakterije. Ker glejte, če se beljakovine razgradijo v želodcu, se vsa ostala hrana nekaj razgradi že v ustih, ostalo se pa razgradi v črevesju. Se pravi, mi rabimo imeti dobre probiotične bakterije. In dobre probiotične bakterije, s čim jih seveda največ lahko dobimo, skuta, pa jogurt, pa vse, kar vsebuje, pač kar je fermentirano, tako da vam priporočam, jaz obožujem zelje v vseh možnih oblikah, kislo zelje je zakon, ampak res zakon, ker vsebuje probiotične bakterije in manj kot ga termično obdelujemo, več obdrži v sebi teh probiotičnih bakterij. Potem naprej, vem, da tisti, ki me spremljate, veste že vse to, ampak vse dvakrat ne škodi. Naslednja stvar so prebiotiki. Prebiotiki so hrana za dobre bakterije in če se vrnemo nazaj na kislo zelje vsebuje ogromno vlaknin in to so vlaknine, ki delujejo kot hrana za dobre bakterije, se pravi, to so prebiotiki. No, zdaj pa, če grem nazaj na aminokisline, se pravi, raznolika hrana, beljakovine, seveda jih lahko dobite tudi v rastlinski hrani. Prej sem že omenila stročnice in tisti, ki ne jeste nobenega mesa, nobenih jajc, ki ne jeste nobenih drugih beljakovin, dajte, prosim vas, začeti uporabljati stročnice na dnevni bazi. Se pravi, sem spada od graha, do boba, do tudi leče, dajte uporabljati na dnevni bazi, recimo čičariko, ker vsebuje ogromno količino beljakovin, tako da tukaj dobite res ogromne količine beljakovin, ampak to je treba zaužiti. In sploh tisti, ki eksperimentirate, ki imate radi dobro hrano, dajte mogoče poseči po čičarikinem namazu. In to je čisto preprosto, čičariko skuhate, jaz dam noter nekaj žlic zmletih mandljev, pa dodam zraven še skuto,
dodam noter kar nekaj takih dobrih zadev, recimo tudi jogurt dodam noter in nastane krasen humus drugače, ki je mečkan drugačen, predvsem pa ne pozabi, da date noter olivno olje, kar v nasprotnem primeru je kar mečkan pusto. Pa še eno stvar date noter v ta čičerki namaz. Zdaj, o tem, kar vam govorim iz knjige, Ko ima življenje žur, sem dala te recepte noter. Lejte, tukaj na sredini noter so recepti, prav za ta namaz je noter. Kar je pomembno, pa date noter mleto kumino. Tisti, ki imate težave z želodcem, kumina deluje na želodec, pomirja želodec, deluje na prebavni sistem in zdaj, kar bi bilo pametno, lahko dodate recimo žličko mlete kumine zraven jutranjega smutija, lahko zraven večernega smutija, na ta način boste najbolj enostavno zaužili, predvsem pa kumina paše tako v humus, če poleg čičerike uporabljamo, ali kot začimba zraven kislega zelja. Tako da jaz jo dajem v velikih količinah zraven kislega zelja, predvsem, ko pražim kislo zelje. In pogledajte, na ta način, no, še eno stvar vam moram povedati, kumina sama po sebi ima pa noter sestavine, ki delujejo za ženske, na uravnavanje ženskega menstrualnega ciklusa in pri bodočih mamicah in pri doječih mamicah potem vpliva na proizvodnjo mleka, deluje na to, da pomirja, tako da in predvsem deluje tudi kot naravni antioksidant. Lahko jo skupaj uporabljamo tudi s koromačo, ker je sorodnik. Recimo koromač pa jaz uporabljam kot solato z grenivko, pa čez dam mleto kumino. To je pa tudi ful dober. Vam bom dala od spodaj povezavo do tega recepta in je res odlična zadeva. To je taka osvežilna solata, zraven dam še avokado, lahko damo granatno jabolko zraven in nastane nekaj čudovitega. Dobite od spodaj povezavo in zdaj, če gledamo, pogledajte, na ta način je najbolj pomemben. Imunski sistem se gradi iz hrane. Če nimamo zdrave hrane, nima telo iz česa zgraditi, niti imunskega sistema, niti nima sestavin. No ja, zdaj pa naprej. Kaj pa slabi imunski sistem? Imunski sistem vsekakor slabi kronični stres. A veste, tista čustva, ki jih potlačimo. Ko potlačimo, pa na obraz nasmeh, pa se delamo, da nič ni. Pa vemo nekje globoko vsem, da je. In zadnjič sem z eno gospo govorila, ki ima velike težave s kožo in povsod je že bila. In tisto, kar moti delovanje njenega imunskega sistema, da odreagira na najmanjši motivc, je čustva, ki jih je potlačila že v otroštvu. In to je pa tista zadeva, ki je potrebna, da nekaj naredi v tej smeri, da bo počistila, se pravi zdravilna molitev dekodiranja sigurno pomaga. Naslednja stvar pa, kar pomaga, soočiti se s tem, a veste, tisto, kar je nekje globoko v podpalubju. Sprejeti tistega zmaja za roge, odstraniti tisto, kar moti naš imunski sistem in vam povem, da potem bo življenje bolj enostavno. Zdaj smo v enem takmu velikmu prehodu, jaz to občutim, res velik prehod, prehaja res nova doba in verjamemo to, da je vsak izmed nas pri sebi poklican, da naredi neko spremembo, da se nekaj spremeni. Zdaj pa tisto, kar imamo za spremeniti, s čimer sem se kar precej tudi sama ukvarjala, je počistiti tudi določene zaobljube, ki sem jih dala. Recimo, ena od mojih zaobljub je bila, da se odpovedujem svoji moči. Ena od mojih zaobljub je bila, da bom vedno pokorna. In veste, to mi ne služi. Tukaj ne pomeni, da bom šla v stajo, ampak da počistim podzavestne kode, da počistim to, kar moti delovanje mojega sistema, ker vse te kode se odražajo potem na mojem telesu in seveda potem pa telo hoče zaščititi samo sebe in se nabira maščoba tam, kjer pač ne bi želeli. Ženske, ki imate težave, da kar vse gre v prsa, ste ranjene na srčni čakri, se pravi, komu je treba odpustiti. Ženske, ki se vam nabira maščoba na trebuhu in bokih, ste ranjene kot ženske,
Se pravi, je treba zgraditi svojo temeljno vrednost, se postaviti za sebe. Prva čakra je povezana tudi tukaj gor s hipofizo pa epifizo in te dve čakri sta pa povezane potem naprej z rastnim hormonom, rastni hormon in hipofiza pa vplivata na vse ostale hormone po celem telesu. In potem, ko rečejo, hormoni me dajajo, ja, in tista bolj kot je razštelana, več ima za počistiti. Vem, da ni enostavno, tako da če se jaz sam sebe pogledam, koliko sem imela za počistiti, ogromno. Ampak ne se bati tega, ne se bati tega, splača se počistiti, splača se narediti korak naprej. Dajmo zdaj še pogledati prehod v novo dobo. Da vidimo sporočilo za danes. Kaj je tisto sporočilo za vas, ki je ta trenutek najbolj pomembno? Nadangel Ariel. Ta nadangel je za hece, veste. Nadangel Ariel, prosim za pomoč. Nejasnovidna sporočila tečejo skozi mojo zavest. Nadangel Ariel je angel glasnik. Nadangel Ariel deluje direktno na čakro tretjega očesa. Šepeta sporočila, želi ti povedati. V osnovi je angel, ki govori, bodi v svetlobi, ti si svetloba, daj pozornost svetlobi, ne temi, usmeri vsako misel samo v svetlobo. Druga zadeva, nadangel Ariel sporoča, da se zavedamo svoje moči. In ko začnemo ponavljati deklaracije, jaz sem svetloba, jaz sem luč, jaz sem moč, jaz sem v moči nadangela Ariela. Zanimivo, da prav ta nadangel Ariel je največkrat upodobljena skupaj z levom. Se pravi, lev, ta božja moč, odločnost, ogenj, neustrašnost, se pravi pogum, božji pogum, to je nadangel Ariel. In v glavnem, ne se bati sprememb, ne se bati tega, da se postavite in da jasno poveste to, kar čutite. Ne, ker vse gre od tukaj v glavi in bolj kot imamo razštelane naše možgane, bolj kot smo nepovezani, bolj sigurno in bolj enostavno je upravljati z nami. Kar je pa pomembno, dokazano je, da srce ima svojo modrost. O tem bom svoj video snemala, ampak dokazano je, da srce približno 2 metra okrog nas zaznava vso energijo, ki je. In dejstvo je, da ko imamo povezano srčno čakro, s kronsko čakro, tečejo sporočila in smo ves čas v ravnovesju, kar je pa najbolj pomembno, potem steče tudi pomlajevanje. Tako da danes sem vam kar nekaj povedala o hrani, predvsem pa delajte na sebi, imejte se radi in boste videli, življenje vam bo vedno povrnilo vse, samo vlagajte v pravo smer svojo energijo. Še ena stvar, kar je pomembna, nehajte se boriti proti. Zdaj so čudne zadeve in lahko ogromno energije porabite za proti. Mati Tereza je rekla, ko bo, ker so jo povabili na shod proti vojni, je rekla z veseljem, se odpovem temu, ampak pridem, ko bo shod za mir. No tako. In vi delajte za mir, ne proti, ker ne boste nič spremenili. Tako da, seveda, življenje se bo spremenilo, predvsem pa na bolje. Poskrbite za sebe. Imejte se radi in delajte v tej smeri in boste videli, obilje vsega bo prišlo v vaše življenje.